Seveda je prav to živo umetnost in kulturo pandemija prizadela disproporcionalno veliko in žal se naša aktualna državna oblast na ta izziv ni adekvatno ali sploh odzvala. Na srečo pa je vse mesto se izkazalo za bolj razumevajoče in se mi zdi, da dela skupaj z delavci v kulturi v smeri, da bi situacijo izboljšalo ali olajšalo. Predvsem pa je tukaj za poudariti samo organizacijo, namreč velik del delavcev v kulturi se je zelo aktivno, zelo požrtvovalno in povsem zastonj že v času prvega lockdowna lotil po svojih najboljših močeh različnih oblik pomoči, od tega, da je ogromno umetnikov svoja dela brezplačno digitalizirali in širili po vseh mogočih informacijskih kanalih. Med drugim lahko tukaj omenim recimo to posvetovalnico za samozaposlene, ki je bila producirana v sodelovanju med asociacijo in Centrom za kreativnost pri MAO. In sicer je šlo za tedenske delavnice, ki so pomagale samozaposlenim v kulturi prebroditi pogosto slabo ali pa nerazumljivo zapisano zakonodajo mesečnega temeljnega dohodka, kot se mu je reklo. Organizirali smo tudi solidarnostni sklad, kjer tisti, ki jim gre vseeno še nekoliko bolje, nakazujejo sredstva, da jih lahko za njih zaprosijo potem tisti, ki so se res znašli na robu preživetja. Jaz sem prepričan, da kljub trenutno mračni situaciji, da bo Ljubljana izšla iz tega kreativno plodna in močna. Ja, jaz si močno želim, da glede na to, da govorimo o Evropski prestolnici kulture 2025, da bo takrat trenutna situacija samo še slab spomin. Prepričan pa sem, da, ker gre seveda za dolgoročen projekt, da bi tudi že samo faza priprav na nekaj tako velikega omogočila, bom rekel, dodatna vlaganja, dodatno delo in najbrž je trenutni čas lockdowna dober čas za načrtovanje in razvoj nečesa, kar lahko potem čez 5 let eksplodira in zablesti. Kino Šiška in gledališče Glej sta junija 2020 se odločila za pripravo ankete v spletni obliki, s katero smo želeli preveriti pripravljenost obiskovalcev pri vračanju na kulturna prizorišča oziroma kakšni so njihovi pogledi na različne alternativne oblike spremljanja kulturnih dogodkov, predvsem preko spleta. Razlogi, zakaj smo se za to odločili, so povsem enostavni. Organizatorji kulturnih dogodkov smo ob pojavu koronavirusa se znašli v nezavidljivem položaju in obenem nismo bili povsem prepričani, kako bo naše ciljno občinstvo se začelo odločati oziroma kakšne strategije obiskovanja, spremljanja kulturnih aktivnosti nas organizatorjev in producentov, kakšno stališče do tega bodo zavzeli. Šlo je za to, da je v spletni anketi, ki je trajala približno dobrih 14 dni, na vprašanja odgovorilo 2207 respondentov. To je številka, na kateri temelji analiza odgovorov. Naša izhodišča so bila zelo preprosta. Zanimalo nas je, ali so se obiskovalci pripravljeni vračati na kulturna prizorišča in pod kakšnimi pogoji želijo priti nazaj, na kakšen način so kulturo spremljali v času prvega zaprtja. Za nas so bili rezultati zelo spodbudni. Šlo je za to, da so vprašani večinoma so pogrešali kulturne dogodke v času zaprtja. Za njih je splet predstavljal velik potencial tudi za obiskovanje, da sicer kulturni dogodki v živo po njihovem mnenju niso nadomestljivi s spletno ponudbo. Dobili pa smo tudi vpogled v to, ali so se pripravljeni za obiskovanje oziroma spremljanje kulturnih aktivnosti na spletu ponuditi finančno nadomestilo. To je bila anketa, ki je bila vseeno izvedena meseca junija, sedaj pa smo v drugem valu zaprtja. In v Kino Šiška smo v tem času organizirali tudi serijo hibridnih koncertov, tako v kombinaciji publika v dvorani, prenos preko spleta in samo spletni prenosi, in to ne brezplačno, temveč plačljivi spletni prenosi.
In pokazalo se je, da je začetna zadržanost občinstva pri nakupu spletnih vstopnic pojenja in da se je občinstvo pričelo čedalje bolj odzivati in kupovati in na ta način tudi podpirati izvajalce oziroma prizorišča z nakupom vstopnic za spletne oglede, kar je absolutno pozitiven nivo. Vsakodnevno pa dobivamo seveda tudi odgovor, da se občinstvo zaveda, da je to enkratna rešitev oziroma začasna, da pa vsi bolj kot ne hrepenijo potem, da se vrnejo nazaj na prizorišče.